V zadnjih 48 urah je umrlo 30 novorojenčkov v bolnišnici v Indiji. 6 jih je umrlo zaradi encefalitisa, ostali so umrli zaradi drugih razlogov. Zadnja 2 meseca so pod preprogo pometali, da je v isti bolnišnici umrlo 105 otrok. Vzrok so bili neplačani računi bolnišnice za osnovna zdravila in medicinske pripomočke. En dan pred srečanjem ministrov za okolje iz vsega sveta v Bonu, kjer se bodo pogovarjali o izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, so se aktivisti zbrali pri rudniku rjavega premoga v bližini mesta Buyr. Protest je poziv k končanju proizvodnje premoga v Nemčiji. Premog, ki oddaja veliko več ogljikovega dioksida kot druga fosilna goriva, predstavlja na žalost skoraj četrtino evropske oskrbe z električno energijo. Večina 280 tovarn premoga ima več kot 30 let in so vse po vrsti zastarele glede učinkovitosti in standardov onesnaževanja. Protestniki zahtevajo zaprtje vseh elektrarn rjavega premoga do leta 2030. Izraelski vojaki so odkrili trupla 5 palestinskih napadalcev, ki so bili umorjeni skupaj s 7 drugimi, ko je Izrael prejšnji teden uničil tunel, ki je bil izkopan pod mejo z Gazo. Niti Izrael, niti militant v Gazi niso želeli stopnjevati napetosti. Izrael pa je poudaril, da je uničil predor na svoji strani meje. Vietnam so prizadele poplave, evakuirati so morali turiste. Število smrtnih žrtev tajfuna, ki je prejšnji vikend prizadel Vietnam, se je zvišalo na 49. Videoposnetki turistov kažejo, da ljudje bežijo samo in zgolj za svoje preživetje. Več kot 2000 domov je bilo porušenih in več kot 80 000 je bilo poškodovanih. Zaradi poplavljenih cest je promet obstal. Na stotine rdečeprsih papagajev na jugozahodu Kitajske so privabili veliko število profesionalnih in ljubiteljskih fotografov, da bi ujeli spektakularni pojav. Vsako jesen rdečeprse papige priletijo na koruzna polja pokrajine Yunnan. Prelet in ples papig fotografi opisujejo kot dež peruti. Papige so na seznamu ogroženih vrst in zato je ta pojav še toliko bolj dragocen.